z nami je zdaj psihoanalitik Roman Vodeb, ki nam bo osvetlil nekatere šokantne podrobnosti primera. Gospod Vodeb, če se prav dobro spomnim, ste bili prav vi tisti prvi, ki ste trdili, da je Julija pravzaprav žrtev v tem primeru. No, mene zanimajo takšni primeri, ekscesni, vem, kako deluje duševnost, in jaz sem tako rekel, da tako feminilna ženska, kot je Julija, je nemogoče, da sploh se približa sekularju, da bi žagala drva. Doma imam psa, nemogoče, da pes skoči proti zvoku. Zadeva mi je tako smrdela, da sem šel noter v ta primer, pogledal tega Abramova, ker vem, kaj je to zaljubljenost neke mlade lepotice, kaj je to, če se veže na nekega domnevnega psihopata, in potem sem jaz videl, da ta Abramov Colarič Sebastian ni nedolžen, da je v bistvu on krivec za vso to kalvarijo s to odžagano roko, in potem sem gledal še za nazaj, da ima eno nesrečo z dolgocevnim orožjem, da je po nesreči ustrelil že prvo žrtev, svojo takratno punco Saro Weber. Sem rekel, tole si Julija Adešič ni v nesreči odžagala roko, ampak je to splet nekega zapletenega transfernega odnosa, v katerem je Julija žrtev. Tako sem zastavil. No, kako ste pa sicer vi videli odnos Abramova in Adlešičeve na sodišču? Glede na to, da spremljam serijske morilce, da je to neka, bi rekel, teoretska meka za mene, serijski morilci so najbolj preučevani tipi ljudi. Sem seznanjen bil tudi s temi verskimi sektami oziroma komunami. Charles Manson je imel tako komuno in pripravil nedolžne ženske, da so ubile namesto njega. Recimo Sharon, ženo nosečo Romana Polanskega so njegove ovčice ubile, ne? Sodili so pa njemu, tudi ženske so v zaporu, in sem rekel, ženske teoretsko niso krive, ker so nasedle tako imenovanemu transferju s tem svojim poglavarjem, gurujem, in tle je paradigma podobna. Psihopatija je na strani Sebastiana Abramova Colariča, Julija je pa žrtev, in kot žrtev bi jo bilo treba obravnavati, ne? Naš pravosodni sistem je malce skrenil, in potem, ko sem se jaz poglabljal v te zadeve, dal nekaj odmevnih intervjujev, sem jaz rekel, zdaj po mojem videnju je ta Sebastian umoril že prvo Saro Weber, ne? In takrat so se pa potem ti kriminalisti malce bolj testosteronsko odzvali do njega, ne? To, kar bi jaz pričakoval že prvotno, ne? Tako da jaz sem stopil na stran Julije in neko sorodstvo je reklo, ne? So mi dali namig, me poklicali, da sem edini, ki sem pravilno zapopadel to kalvarijo, da dejansko Julija žrtev, pravosodni sistem jo pa obravnava kot kriminalno osebo. To se mi ne zdi fair. Tako, in ravno to bi bilo moje zadnje vprašanje. Opozorili ste, da tega primera pravzaprav odrezane roke sploh ne bi bilo, če bi se že v primeru Sare Weber osredotočili na dejanja Abramova. Jaz sem rekel, če bi bil jaz oče te Julije, bi tožil pravosodni sistem, torej državo, ker ni spravila za zapahe evidentnega psihopata, ker je evidentno, po mojem videnju, po mojem znanju, ubil prvo žrtev, ne? Takrat je bil že v odnosu s to Julijo, bila je 14 let stara, ko se je ukleščila v primež psihopata v objemu tega transferja, ki v psihoanalizi v bistvu pomeni zaljubljenost, ne? Zaljubljenost je pa norost, ne? V objemu norosti je ona, Julija, se navzela patologije tega psihopata, patologija se je navzela, in ona ni psihopatsko strukturirana osebnost, ne? In ta oče Julije bi lahko pravosodni sistem tožil, ker je njegova hčerka si morala v objemu tega psihopata odžagati roko, imeti vso to kalvarijo. Če bi sodni sistem dal Abramova pod ključ za zapahe, mu prisodil 30 let, bi bila Julija popolnoma normalna osebnost. In jaz sem celo bil jezen na tiste, ki so profilirali, vem, da je ena psihiatrinja profilirala oba, Abramova je zadela za Julijo, je pa rekla, da je tudi torej nacistično strukturirana, ne, ona je zrcalila čustva svojega guruja, se pravi tega Abramova, in ona je v osnovi, zato ker je rašla v normalni družini, normalno strukturirana, psihološko strukturirana osebnost in se je dela krivica, sistem ji bi moral pomagati. Gospod Vodeb, najlepša hvala za vse podrobnosti in se dobro pri vašem delu. Hvala.